18. vzporednik. O vselej kompleksnem prepletu potreb, interesov in političnih izvajanj držav znotraj Evropske unije oziroma držav stare celine v luči aktualnega mednarodno-političnega dogajanja se pogovarjamo z dopisnikom Radiotelevizije Slovenija, Igorjem Juričem. Igor, pozdrav v Bruselj. Ja, lep pozdrav. Začniva morda kar z vprašanjem, ki v Sloveniji najbolj odmeva. A se je kakšen predstavnik Evropske komisije že kaj bolj vsebinsko odzval na pismo Roberta Goloba v zvezi z domnevnim tujim vmešavanjem v slovenske volitve oziroma je na tem področju kaj novega? Ja, komisija se, bi rekel, tudi tokrat ni izneverila svojemu običaju, da na tovrstna vprašanja novinarjev, ki se recimo tičejo raznih pisem in nekih notranjih zadev v članicah, da se govorci komisije ne odgovarjajo ravno gostobesedno, ne. V torek so le potrdili, da so prejeli pismo premierja Goloba, predsednici Evropske komisije von der Leyen, v katerem ta opozarja pred vmešavanjem v slovenske volitve strani zasebne obveščevalne službe Black Cube. Kot običajno so v prvem odgovoru o sami vsebini niso opredeljevali, še manj seveda glede izida volitev, so pa napovedali, da bodo pismo preučili in v doglednem času premierju odgovorili. Ob tem so seveda našteli še celo vrsto ukrepov, ki so v Uniji že na razpolago, da se članice lahko uprejo vmešavanju v volitve prek spleta. V veliki meri se lahko pri tem uprejo na Evropski akt o digitalnih storitvah. So pa tudi zaradi dogajanja v Sloveniji prejšnji teden voditelji članic Unije med sklepe ob koncu zasedanja zapisali, da vabijo članice in Evropsko komisijo, da ukrepijo svojo odpornost proti hibridnim grožnjam, kot so te recimo tuje informacijske manipulacije. Tudi za primere, kot se v demokratične volilne procese vpletajo tuji zasebni akterji. Skratka, trenutno je položaj tak, da so v Bruslju obveščeni, kaj se je dogajalo pri nas, ali bodo kakšni konkretni ukrepi, koraki, bomo pa še videli. Zdaj je namreč pozornost Bruslja uperjena predvsem na dogajanje, predvolilno dogajanje na Madžarskem. Ja, v ustreznem ali doglednem času, kot smo rekli. Še vedno na temo najemanja tujih agentov in za poskuse vplivanja na demokratične procese. Ja, na Madžarskem imajo volitve čez dobra 2 tedna, tam pa naj bi madžarsko-ruska populistična naveza po poročanju časopisa Washington Post načrtovala lažni poskus atentata na premierja Orbana in tako poskusila vplivati na izid volitev. Hkrati pa so novinarji Washington Posta odkrili tudi eno od domnevno dolgoletnih praks, s katero najvišji predstavniki Madžarske vračajo usluge Putinovemu režimu. Zakaj? Čim bolj konkretno, če lahko, glede na to, da gre za zaupne, tajne stvari, gre pri teh poročanjih madžarskega zunanjega ministra ruskemu kolegu, oziroma zakaj je to zgodba, ki svetu EU in drugim institucijam Evropske unije povzroča skrbi? No ja, ta zgodba z madžarskim izdajanjem v bistvu notranjih informacij, ta pa res zdaj odmeva v Bruslju, pa seveda tudi še kje drugje v Uniji. Za marsikoga so zadnja razkritja zgolj potrdilo, da je Madžarska pod vodstvom Viktorja Orbana vsaj ruski, če ne še kak drug trojanski konj v Evropski uniji. Kot je običaj, Evropska komisija v svojih odzivih ni bila zelo ostra, so pa izrazili globoko zaskrbljenost in jasno povedali, da od Budimpešte pričakujejo podrobna pojasnila, kaj je počel zunanji minister Szijjártó, pa morda še kdo drug. Dejstvo je, da je madžarski zunanji minister najprej zanikal medijska poročila o tem, da je o dogajanju na zasedanjih zunanjih ministrov tako rekoč v živo obveščal po telefonu ruskega kolego Lavrova. No, potem je priznal, da do tega res prihaja, ampak da bi vse skupaj omehčal, je dodal, da se pogovarja tudi z drugimi ministri, na primer iz Turčije, pa ZDA, in da je to čisto običajna praksa v diplomaciji. Tovrstnih, jaz bi temu rekel,
za lase privlečenih utemeljitev pa mislim, da nihče ni vzel resno. Poljski zunanji minister je celo, če se ne motim, na X-u zapisal, Peter, tako je pač ime madžarskemu zunanjemu ministru Szijjártó, Peter, zdaj je pa marsikaj jasno. In poljski premier Tusk je pa dodal, da ga tovrstna poročila sploh ne presenečajo. In iz nekaterih baltskih držav so pa komentirali, da na zasedanjih, kjer so zraven madžarski predstavniki, pogosto ne želijo govoriti o res zaupnih zadevah. Na tovrstnih srečanjih se namreč oblikujejo konkretni ukrepi Unije. Naprimer, ali bodo dodatne sankcije proti Rusiji, proti kateremu posamezniku ali podjetju se bodo uvedle sankcije. Ne? In zdaj, če ti nekdo neposredno se pogovarja z ministrom Lavrovom v Moskvi, ne, to pomeni, da so ti ljudje ali pa podjetje lahko že vnaprej obveščeni, da bodo proti njim uvedene sankcije in recimo lahko poskrijejo, v narekovaju, svoje premoženje. Pa potem recimo te debate, kako pomagati Ukrajini z denarjem, z orožjem. Skratka, to so res občutljive informacije in če to Moskva dobi tako rekoč servirano še toplo na svojo mizo, se lahko seveda krasno prilagaja razmeram. Ne? In v Bruslju so zaradi tega zdaj že začeli razmišljati, da bi zaostrili predpise glede zaupnosti občutljivih informacij, pa ne samo, da ne bi prihajale recimo do Moskve ali Kitajske, ampak recimo tudi do ZDA, ker vemo, da so trgovinski odnosi napeti tudi z Washingtonom, kljub lani sklenjenemu dogovoru. No, skratka, na splošno je v Bruslju slišati, da bi morali več pozornosti dati ščitenju informacij, saj želi Evropska komisija in s tem Unija igrati močnejšo geopolitično vlogo in seveda so zato informacije lahko še toliko bolj pomembne. Ne? In marsikdo se bo pa seveda zdaj vprašal, zakaj tako tesno sodelovanje Orbanove vlade z Moskvo, po moje v prvi vrsti predvsem zaradi ekonomskih koristi, se pravi uvažanja energentov, no pa verjetno tudi zaradi madžarskega nasprotovanja Ukrajini. Ja, ampak ta del, ti motivi Madžarske pri njenem soliranju, če tako rečemo, so zanimivi, ne? Ti, ki so pogojeni tudi z ekonomskimi strateškimi cilji, se pravi oskrbo z energenti. Ena od Orbanovih zahtev, s katerimi pogojuje podporo Madžarske pri odločitvah Evropske unije za podporo Ukrajini, recimo, ne, je ta, da mu Ukrajina omogoči nemoteno dobavo ruskega plina, in to celo ne glede na to, da Rusi bombardirajo te poti, in da je EU pri tem nič ne stoji na poti v obliki kakšnega embarga z Rusijo. Lahko po tvojem Orbanu, glede na dozdajšnje odzive v Bruslju, uspe to doseči? Odgovor bi bil rahlo mešan. Ne? Zdaj po eni strani ni v to zgodbo vpleten zgolj Orban, temveč tudi slovaški premier Fico, kajti tudi Slovaška, tako kot Madžarska, obe državi imata dovoljeno, da uvažata nafto še naprej iz Rusije, kljub temu, da je, kot vemo, Evropska unija po napadu Rusije na Ukrajino sprejela sankcije proti Rusiji, začela korenito zmanjševati uvoz tako nafte kot zemeljskega plina v sklopu tako imenovanega programa Repower EU. Recimo bo do konca prihodnjega leta, se pravi 2027, Evropa popolnoma prepovedala uvoz vsakršnega plina iz Rusije. O nafti sami naj bi sicer menda predlog prišel prihodnji mesec, sredi aprila, ali in kako naj bi omejili ta uvoz. Zaenkrat, kot rečeno, to še poteka, vendar pa je zaradi napadov ruskih na naftovod družba prišlo do prekinitve teh dobav in tako Madžarska kot Slovaška zdaj zahtevata od Evropske komisije, da prisili Ukrajino v popravilo, kajti od konca januarja, ko je prišlo do tega napada, verjetno se po pravici povedano Ukrajinci niso ravno trudili, da bi hiteli s popravilom, domnevam, ne? Kajti
nafta, ki jo dobivata Madžarska in Slovaška, ves ta denar se steka v Moskvo in seveda krepi njeno finančno moč in posredno se s tem financirajo napadi na Ukrajino. Ampak zdaj pod tem pritiskom tako Madžarske kot Slovaške je Evropska komisija sklenila, da bo poslala v dogovoru seveda z Zelenskim, da bo poslala Ukrajino neko skupino strokovnjakov, ki naj bi pomagali pri popravilu tega naftovoda in da bo tudi krila stroške popravila tega naftovoda. Ampak trenutno, kot vem, ta ekipa strokovnjakov še ni začela z delom, tako da zaenkrat ta naftovod ostaja nedelujoč. Je bilo pa slišati, da naj bi ga recimo, ko bo to steklo popravilo, da naj bi ga verjetno popravili tam nekje do sredine maja. Se pravi, po tej plati bi Orbanu uspelo nekaj doseči, ne, ampak dvomim pa, da bo to odpravilo njegove blokade Ukrajine, tako glede vojaške pomoči, finančne. Ne nazadnje Budimpešta blokira tudi odprtje pogajanj Ukrajine za članstvo v Evropski uniji. Ja. Ko govoriva o energentih, negotovosti glede cen pogonskih goriv in tako dalje, pred par tedni je v medijih odmevala tudi ena analiza, ki je pri Evropski komisiji zaznala signale o upočasnjevanju uresničevanja zelenega dogovora. V glavnem je poanta analize, da so prioritete zdaj druge, torej povečanje konkurenčnosti evropskih podjetij in vlaganje v vojaške zmogljivosti. Vemo kaj več o tem, kaj to pomeni konkretno za tako imenovani zeleni dogovor oziroma zeleni prehod? Ja, zdaj v tem zadnjem času, zlasti pa odkar sta ZDA in Izrael napadli Iran, imam občutek, da se je znova zelo povečalo govorjenje pa te izjave o tem, da mora Evropska unija izpeljati ta zeleni prehod, energetski prehod. Nekaj časa vmes, ko sem prišel sem pred skoraj 8 leti, ne je bil tako rekoč zeleni dogovor ena glavnih projektov Evropske komisije. Potem z drugo komisijo von der Leyenove pa je to nekako zamrlo, ker je šel poudarek po tistem znanem Draghijevem poročilu, poudarek v konkurenčnost. In začeli so se vrstiti tako imenovani omnibusi, mislim, da se jih je do zdaj zvrstilo 10, kar pomeni predlogi o tem, da se poenostavi razne predpise evropske, zmanjša administrativna bremena in tukaj so kritiki videli, da se opuščajo tista zakonodaja ali pa lajša tista zakonodaja, ki je prej močno podpirala to tako imenovano zeleno politiko. Ampak zdaj s to, kot rečeno, iransko vojno, pa mislim, da se je razmišljanje spet obrnilo v to smer, da se vedno bolj poudarja, da mora biti Evropska unija samostojna, neodvisna, tudi energetsko, ne samo na vojaškem področju, da je potrebno ta zeleni prehod, energetski prehod, se pravi, energija mora prihajati, se pravi, biti domača, proizvedena na evropskih tleh, to pa pomeni iz obnovljivih virov in kolikor vem, lani je bila recimo približno pol elektrike v Evropski uniji proizvedeno s pomočjo obnovljivih virov in zdaj se poudarja, seveda, pred 8 leti je bilo to omenjati jedrsko energijo tako rekoč greh. Zdaj pa se seveda v kombinaciji s poudarjanjem, da je potrebno okrepiti proizvodnjo iz obnovljivih virov, se poudarja, da je potrebno uporabljati tudi jedrsko energijo, kajti ta je zanesljiva in poceni. Obnovljivi viri so res poceni, vendar pa zaradi naravnih danosti seveda sonce, veter niso stabilni. Igor, morda še to, pa pri tem zadnjem odgovoru ti ni treba povedati veliko več kot da ali ne. A Slovenija, sodeč po včeraj objavljenem poročilu NATO o obrambnih izdatkih, držav članic EU zdaj dovolj vlaga v obrambo? Po vojaško rečeno, da. Če bi pa hotel še kaj? Oziroma je sploh še kaj dodati, se mi zdi, da se da, tole poročilo se lepo da strniti v 2 stavka, v bistvu. Vse v redu, vsi pridni, vsi čez 2, ali kako? Ja,
Točno tako, to je bila tudi poanta včerajšnjega nastopa ob predstavitvi tega letnega poročila, kjer so bili tudi obrambni izdatki generalnega sekretarja NATO Rutteja, da so zdaj prvič v zgodovini vse članice zavezništva, se pravi 32, izpolnile cilj, da za obrambo namenijo 2% BDP. Res pa je, da je to cilj star že 11 let, iz leta 2014, se pravi pravzaprav 11 let, ker to so podatki za lansko leto. In Slovenija je med tistimi državami, ki je krepko povečala izdatke. Samo to, ne, v letu predtem, 2024, je za obrambo namenila nominalno dobrih 900 milijonov, v lanskem letu, to so zaenkrat še ocene, pa 1,4 milijarde. Tako da ta skok je velik, ampak ko pa pogledamo, zakaj predvsem je šlo, je pa zanimivo, da je največji skok opažen v kategoriji drugo, kar pa pomeni, da je očitno Slovenija tukaj res vlagala predvsem v krepitev nekih takih zadev, kot so kritična infrastruktura, raziskave, razvoj in podobno. Kajti, ko gledaš kategorije vojaška oprema, izdatki za plače vojakov in podobno, infrastruktura vojaška, tam nekih hudih skokov ni bilo opaziti. Skratka, poskrbeli smo v osnovi za tisto, kar že dolgo kliče po prenovi oziroma obnovi. In smo dolgo obljubljali. Ja. Igor Jurič je povzel poglavitno aktualno dogajanje, ki zadeva Evropsko unijo in njene članice, vključno s Slovenijo seveda. Igor, hvala za poročilo, lep pozdrav v Bruselj. Enako tudi vam in upam, da vas ne odpihne. Ja, tudi mi. Oddaja 18. vzporednik je bila to. Če ste kaj zamudili, jo boste lahko kmalu našli tudi na spletu.